Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Soru. Znova zanimiva tema, tokrat numerološka. Kaj razkriva naš priimek? Govorili smo že o imenu, govorili smo o spremembi imena, pa o izbiri imena za otročka in še marsikaj. Kaj pa pravzaprav razkriva naš priimek? Vedno nas zanima priimek, s katerim smo rojeni. Se pravi, vedno, ne glede na to, kaj gledamo, vedno nas najbolj zanimata ime in priimek, s katerima smo rojeni. In priimek je tisti, ki nam razloži, katere so tiste energije, ki smo jih podedovali. Se pravi, stališče duhovne energije nam razloži, kakšna je naša povezava z našimi predniki. In človečki smo včasih malo taka preprosta bitja in gledamo samo naše starše, pa mogoče stare starše, pa pozabimo, da naši predniki so bili tu stoletja nazaj. Se pravi, govorimo o neki splošni energiji, ne govorimo o tem, da je bil dedek mogoče super v oranju njive ali pa je bil izvrsten v jahanju konj, ali pa mogoče je bil totalno pasiven. In mi boste rekli, ampak Lili, a ni to nekoliko samo povezano z moško energijo? Res je, pa ni res. Res je, da večinoma v zgodovini se prenaša moški priimek, res pa je tudi, da je to običaj pri nas. Torej v Južni Ameriki otroček, ko se rodi z materinim in očetovim priimkom in dama, ko se poroči, prevzame še priimek moža, se pravi, ima kar 3. In jaz, ko njim razlagam, a veste, jaz ko vedno rečem in priimek ob rojstvu, med ko mogli, da, koga? In potem jim moram razložiti, da pač pri nas, ko se dama poroči, prevzame priimek, torej ga nima več od svojega očeta običajno, je pa res, da vse več primerov je tudi pri nas, ko se otroček rodi z obema priimkoma. Torej, ne glede na vse to, vam pa jaz lahko iz mojih 20 plus let izkušenj povem. Pri izbiri imena za otročka, preden se rodi, vam garantiram, se vedno izlušči rdeča nit v izračunih, v številih, v delnih izračunih. In verjemite vi meni, da se prav nič ni porazgubilo samo zato, ker morda nimate priimka strani vaše matere oziroma njene družine. Torej, danes bomo seveda priimek spremenili v številke, pogledali seštevek in pogledali od 1 do 9, kaj to pravzaprav nekako na splošno za vas pomeni. Preden se lotimo tega, se pravi, če je priimek nekoliko bolj moška energija, se pravi, nas povezuje s predniki, nam nakazuje, kaj je tisto, kar smo podedovali, pa se morda v temu ne vidimo, pa morda v nekih drugih stoletjih, v drugačnem načinu življenja je bilo to cenjeno, dobrodošlo, sedaj pa je morda nepotrebno. Naj nas spomnim, da življenje je vendarle dinamično in da se lahko zgodi, da marsikaj, kar se nam morda zdaj zdi malo nesmiselno. Nimamo več kavbojev, ki bi zasvojevali divji zahod. Kako lahko vse te vrline, katere bomo danes razkrivali, pravzaprav preobrazite v današnji bolj moderni čas. In se pravi, če je priimek malo bolj moška energija, potem logično sledi, da je ime malo bolj ženstvena energija in da tudi v razlagi imena kot število rasti se skriva marsikatera informacija. Oddajo o temu sem že posnela, kar nekaj prispevkov na moji spletni strani na to temo je tudi že napisanih, malo pobrskajte, poiščite po zavihku numerologija, tako na YouTubeu kot tudi na moji spletni strani in si pogledajte, kaj pravzaprav vaše ime o vas razkriva, katera je pa tista pot vaše duše, ki ste si jo izbrali, kaj ti to simbolizira število rasti. In neko nepisano pravilo pa je, da načeloma je izbira imena tista, ki razkriva povezavo z materinimi, ne tako zelo predniki, ampak z materino energijo. Kajti običajno je bila skozi čas mati tista, ki je izbirala ime, če je bil že priimek od očeta. Pa tako bom rekla, jaz sem velik zagovornik tega in to vse vi, drage moje mamice, ki ste bili pri meni, veste, zagovornik tega, da je treba mamo upoštevati. Se pravi, mati je tista, ki je imela dojenčka 9 mesecev tik ob svojem srčku, ki se je povezovala z njim in vse večkrat se zgodi, da mi rečete, tik pred zdajci sem začutila to ime. In jaz verjamem, da tisto ime, čeprav morda izračuni niso najbolj bleščeči, je najbolj pravo ime, kajti nemogoče pa najti kombinacijo, ki bi zagotovila, da bo naš otroček uspešen, zdrav, vesel, večno mlad, lep in tako naprej. No, okej, zdaj pa verjamem, da me imate že dovolj. Torej, spremenite svoj priimek, vsako črko svojega priimka v številko in to seštejte do ene same cifre.
Če oddajo zdaj spremljate na YouTubu, kar ustavite video, če sem prehitra, pa si jo pojdite pogledati na YouTube in si v miru seštejte vaš priimek, pa mogoče še od koga drugega. V glavnem, zadeva je taka, to so energije, ki so nam položene v zibko. Preden se lotimo še od 1 do 9, naj dodam še to, če spremenite ime, ne pomeni, da kar naenkrat podedujete nove stvari. Se pravi, če boste svoj priimek spremenili v Kardashian, ne boste kar naenkrat dedovali njihovega bogatstva in prepoznavnosti in tako naprej. Se pravi, to pomeni, da v vsakdanjem življenju prikličemo druge energije, ki nam včasih lahko zelo mešajo štrene, tukaj bo treba pogledati vse izračune, se pravi ime, priimek, lekcije in tako naprej, vsa osebna števila. Če niso v skladu z originalnimi izračuni, lahko naredimo po domače povedano štalo. Ne govorimo po temu, da se nam neka karma oziroma neka energija kar prilepi na naš DNK in nas potem zasleduje. Se pravi, ne moramo se spremeniti v Kardashians ali v kogarkoli drugega, ki vam je zelo imeniten. Ok, zdaj pa verjamem, da ste tudi že sešteli. Torej, drage moje enke, Enka je bila v zgodovini vedno vizionar, vedno tisti kavboj, ki je ril nove poti, ki je raziskoval situacije, ki so bile morda celo nevarne, ki so bile morda zelo nenavadne in kjer je bilo potrebno biti zelo samostojen, kjer se je bilo potrebno hitro odzvati, odločno odzvati in kjer se je od teh oseb načeloma pričakovalo to, da vodijo. Se pravi, Enka je tista, ki je zelo samozavestna, ki zna biti zelo udarniška, ki zna biti zelo, bom rekla, tudi impulzivna, se pravi, malo slabša stran števila 1 je to, da zna biti nekoliko, nepremišljena. Mogoče gre najprej z glavo skozi zid, pa še potem ugotovi, da so bila malo stran vrata. Se pravi, kadarkoli sebe morda ujamete pri temu, da ste zelo, zelo hitri, da se vam mudi, da se vam zdi, da vam bo kar nekaj ušlo, da se življenje izteka, da morate biti vi ta glavni, da morate biti vi tisti, ki naredi prvi korak, tisti, ki je nekako v poziciji osebe, ki odloča, ki vodi, ki je ta glavna, ki jih potem tudi seveda dobi po prstih, če kaj ni v redu, takrat na vas vpliva to število 1. Če smo rekli, da je to povezava s predniki, vas predniki želijo podpirati v temu, da poslušate absolutno sebe. Da živite sebe. Nobeno število mislim, da ni tako zelo avtentično, razen 7, kot je Enka, v smislu, da je pomembno živeti točno sebe v vsakem trenutku. Se pravi, takrat, ko se vam življenje malo komplicira, takrat, ko se življenje mogoče malo stavi, ko se zdi, da ste se zataknili, se vprašajte, ali resnično živite svoj potencial na način, da ste vi samostojni, neodvisni in če bi vas življenje postavilo na vodilni položaj, pripravljeni na točno te situacije, ki vam jih bo prinesel. Glejte, kavboji na divjem zahodu niso rekli, ok, oprosti, čakaj, sam malo moram iti zmeditirati, pa moram puško spolirati, pa moram si čevlje obuti, pa moram si frizuro popraviti. Kolikokrat je naše prednike življenje, narava, sama situacija dobesedno presenetila in so se mogli na hitro odzvati. To so recimo izzivi vašega priimka. Dvojkice. Drage dvojkice, število 2 povezujemo s sodelovanjem, s komunikacijo, s tem, da iščemo ljudi, ki so nam podobni in vse prevečkrat končamo z osebami, ki so naše nasprotje. Zakaj? Število 2 razume obe plati zgodbe, se pravi, vaši predniki so bili na nek način mediatorji, so bili tiste osebe, ki so razumele tako bele kot črne, kot vijolične, kot zelene, kot levo, kot desno, kot noč, kot dan in včasih se potem lahko zgodi, da sebe malo izgubimo. Se pravi, kadarkoli imate morda občutek, da se zelo ozirate po temu, kaj bodo drugi rekli, da zelo potrpežljivo počakate, da ne rečem celo preračunljivo, da boste slišali, kaj bo sogovornik rekel in se boste le redko ne strinjali z njemu, takrat delujete pod vplivom števila 2. Tekom zgodovine seveda so bile situacije, kjer je bila prilagoditev edina možna pot preživetja, so bile situacije, ko smo se morali adaptirati tako ali drugače in nekako ponotranjiti ali posvojiti način življenja, ki morda ni bil naš. Se pravi, za predvidevati je, da vaši predniki so se soočali z izzivi agresorjev, pa naj gre to za domačo situacijo ali pa turške vpade. Se pravi, ne glede na to, a zdaj govorimo o vplivu Habsburžanov, pa nemščine ali vpliva mogoče resnično pač Turkov in tako naprej, ni važno. Nekje je bila prisotna energija potrebe po prilagajanju. Se pravi, vaš izziv
In vaša naloga v tem življenju je, da poiščete znotraj vseh teh odtenkov sebe in tiste, ki so vam podobni. Kajti danes ni več Hazbožanov, pa ni več Turkov, pa ni več podobnih situacij. Ali pač, kje v vašem življenju se prepoznate, da je vedno znova potrebno prilagajanje, če ne celo podrejanje. Tu je potrebno to družinsko energijo presekati in transformirati. Torej, trojkice. Dragi moje trojkice, trojkica je zelo kreativna energija, se pravi, energija vaših prednikov je izjemno ustvarjalna, je izjemno barvita, je bujna, je včasih tudi malo dramatična, se pravi, če se v življenju ujamete v trenutke, ko morda zelo burno odreagirate, ko morda, kot bi po domače rekli, delate dramo, ko morda, kot bi po domače rekli, mahate z rokami, komplicirate in tako naprej, takrat na vas delujejo vaši predniki. Dobra plat števila 3 je seveda ustvarjalnost, plodna energija, to, da smo domiselni, se pravi, previdevati je, da vaši predniki niso bili neke dolgočasne miške, previdevati je, da so imeli zelo kreativen dom, lep dom, barvit dom in tudi sicer, da so bili umetniki ali izražanja ali gibanja, se pravi, plesalci, pevci, ne vem, nekdo, ki se je preko kuhanja izražal, nekdo, ki se je preko tega, da je imel čudovito izvezene zavese izražal. Ne glede na spol, število 3 vedno simbolizira kreativni vzgib in pa notranjega otroka, se pravi, to so osebe, ki načeloma so morda nekoč veljale za naivne, ki so morda zelo, zelo verjele v dobroto drugih ljudi, ki so morda zelo, zelo zaupale in bile seveda tudi posledično sem ter tja naplahtane. Število 3 je zelo, zelo pozitivno število, ampak, tako kot jaz vedno ponavljam, ta bujna domišljija gre lahko tako v plus kot v minus, se pravi, previdevati je, da nekje v vašem družinskem drevesu so tudi osebe, ki so izrazito pesimistične, ki ne verjamajo v lepši jutri, kaj šele dober danes, ki najdejo težavo za vsako rešitev. Se pravi, tukaj je zelo pomembno, da vi sami ohranjate fokus v pozitivi, da ustvarjate in da fokusa ne izgubite. To je lahko velik izziv števila 3, da ko kreira ta kreativni kaos, kot ga imenujemo, se pravi, da ko ustvarja, ko pade noter, ko je polna domišljije, ko je polna nekega, bom rekla, pozitivnega vzgiba, malo zgubi fokus. Se pravi, sem ter tja je potrebno dati noge nazaj na tla. No, s tem nimajo težav štirkice. Štirkice so tiste, ki so zelo prizemljene, zelo organizirane, zelo povezane z zemljo, se pravi, vaši predniki so nosili v svojih DNK zapisih, da tako rečemo, modrost zemlje, se pravi, to lahko povezujemo s kmetijstvom, z gradbeništvom, z dobro organizacijo, s stabilno energijo, pa tudi s trmo. Glejte, sem prepričana, da ta vztrajnost, ki je značilna za štirko, je bila tista, ki je marsikdaj pomagala marsikomu dobesedno preživeti, je pa včasih lahko izziv, da se oklepamo predolgo časa nečesa, kar morda pa za nas res več ni dovolj dobro. Število 4 povezujemo tudi s previdnostjo in strahom, se pravi, če se ujamete, da kar naenkrat vas je nečesa, kar vam je sicer poznano, strah, da kar naenkrat ne zaupate več vase, da kar naenkrat se pojavijo neki dvomi, neki glasovi, ki morda ne zvenijo zelo vam podobni, pa niti ne vašim staršem, pa niti ne vašim učiteljem in tako naprej, je velika verjetnost, da ta glasek izvira nekje iz preteklosti, iz vaših prednikov, od vaših prednikov. Tako bom rekla, previdnost je super. Previdnost je super, dokler ne postane paranoja. To je edini izziv tega števila in pa to, da morda predolgo časa vztrajamo v tistih situacijah, odnosih, projektih, nalogah, delu, obljubah, ki resnično ne vodijo več nekam, kjer je lepo. Se pravi, vedno znova se vprašajte, ali je pot, po kateri hodite, pot pričakovanj drugih, pot tistega, kar je prav, tistega, kar se spodobi, tistega, kjer nas bojo sosedje še najmanj kritizirali, ali je to dejansko vaša pot. Število 4 vam daje tisto trmo, tisto zagrizenost, tisto zid leder, da boste uspeli in vztrajali pri tem, česar si želite, ampak prvi pogoj pa je, da si tega želite vi, ne vaša okolica, ne vaši predniki in še najmanj nekdo, ki ste vi nekoč bili. No, s tem, da bi se oklepal stvari, pa nekdo, ki ima priimek 5, ne bi smel imeti velikih težav. Število 5 povezujemo s spremembo, spontanostjo. Se pravi, petka je zanimiva energija. Petka je energija ljudi, ki so težko pri miru. Se pravi, načeloma v zgodovini bi rekli, so to osebe, ki so migrirale, ki so rekli, aha, kaj je na drugi strani tistega hriba?
Težko so bile dolgo časa na enem mestu, se pravi, to so bili tisti prvi trgovski potniki, to so bile osebe, ki so dejansko dnevno morda velike, dolge razdalje prehodile z takega ali drugačnega razloga. To so tudi osebe, ki so se morda priženile v sosednjo vas ali priženile nekoga iz sosednje vasi, se pravi, neke migracije, spremembe so jim bile zelo blizu. Kako se to lahko danes odraža? No, dragi moji, to pomeni, da ste lahko zelo firčni, da ste lahko zelo odprti tujim energijam, tujim kulturam, tujim običajem, tujim jezikom, ni pa nujno, da se tam dobro počutite. To je namreč energija vaših prednikov. Zelo pomembno bi bilo pogledati vaše osebna števila in tam preveriti, koliko imate te petice. Je pa tako, če se ujamete, da kar naenkrat imate željo in potrebo po temu, da bi jo odsvrli, da bi ušli nekim neprijetnim priokusom in občutkom, takrat na vas vpliva število 5. Število 5 povezujemo z mehanizmi bega, torej, dragi moji, biti zelo previdni, kdaj se vi za neko nenadno spremembo odločite, ali je to dejansko vaša odločitev, ali je tudi podzavestni vzorec, ki je ostal še od vaših prednikov, ko pa je v danem trenutku, ko pa je, ne vem, prilomastil kočevski medved, bilo potrebno bežati, se pravi, presoditi, se ustaviti dovolj dolgo, da presodimo, ali gre dejansko za nevarnost, ali gre za nek starodavni spomin, ali pravzaprav morda je potrebno zagristi v neko kislo jabolko, v katero nam ne diši, ugrizniti. Vsi tisti, ki imate priimek 6, šestica povezujemo z domom, z družino, s povezanostjo, z domačnostjo. Se pravi, število 6 so tiste babice, ki znajo skuhati najboljšo govejo juho, pa narediti top štrudel, pa tiste osebe, ki imajo doma polštrčke, pa zavese, pa okrancljane stvari, kamor stopimo noter in se kar počutimo doma. Se pravi, tekom zgodovine so bile to lahko tudi vaše učiteljice, vzgojiteljice, babice, tudi osebe, ki so se ukvarjale z lepoto, z estetiko, kar pomeni šivilje, takrat mogoče še nismo imeli vizažistk, ampak osebe, ki so izdelovale nakit, ki so olepševale oblačila in ki so na kratko polepševale naš vsak dan. Se pravi, kako se to zdaj danes odraža v vašem življenju? Ta potreba po domu, po družini, po nečem toplem. Se pravi, ko smo se nekoč stoletja nazaj zbrali okoli ognja, delili zgodbe in bili zaščitniški en do drugega. Ta občutek skupnosti daje število 6. Ne glede na to, ali smo dejansko krvno povezani ali ne, ta vaška skupnost oziroma tudi sicer te starodavne skupnosti, ki so bile s starim ljudstvom poznane, dajo nekakšen drugačen občutek povezanosti, drugačen občutek prizemljenosti in pa predvsem varnosti. Se pravi, če kar naenkrat opazite, da ste pričeli hrepeneti po bližini, po nečem poznanem, po nečem toplem, po objemu ljubezni, se je pač znotraj vas prebudila energija vaših prednikov. Tudi sicer so to tople energije, nežne, romantične energije, tiste energije, ki verjamejo v vso pravljičnost sveta in so posledično seveda sem ter tja razočarane, tudi morda izdane, ampak načeloma velja, da je število 6 tudi ambiciozno, se pravi, to pomeni tudi, da imajo neko vizijo, neko potrebo po tem, da se stvari razvijajo, ampak na prijeten način. Se pravi, ne z glavo skozi zid, pa ne na račun tuje nesreče, ampak resnično skozi neko čudovito energijo in preobrazbo. Torej, zdaj smo že pri seštevku 7. Ok, število 7 simbolizira učenost, simbolizira perfekcionizem, je taka bolj resnobna energija, je taka bolj, bom rekla, stroga energija, se pravi, to so bili učitelji, profesori, tudi duhovniki, tudi misionarji, tudi učenjaki, pisatelji. Se pravi, število 7 povezujemo z energijo izboljšanja kvalitete, preučevanja, analiziranja, se pravi, sigurno imamo tudi kakšnega čudaka, ki je v družinskem deblu, ki je bil skoraj da raje sam, kot v družbi neumnih ljudi, ki je raziskoval svet, življenje na svoj specifičen način. Velikokrat seveda tekom zgodovine so bili ti ljudje označeni kot malo hecni, kot malo nenavadni, kot samotarji, kar pomeni tudi, da so morda šli raziskovati stvari na drug konec sveta, tudi morda so delali potem potopise. Možnosti je veliko. Kar je pomembno za vas v tem trenutku je to, da imate to sposobnost znanstvene analitičnosti, natančnosti in bom rekla tudi strogosti. Kar pa je pomembno pa je, da niste strogi do sebe.
da ste strogi do okoliščin, ki vas obdajajo, se pravi, da ste perfekcionist, ampak ne na način, da sebe kritizirate, ampak na način, da najdete najboljšo, najbolj kvalitetno pot. Življenje vas bo velikokrat postavilo v situacije, kjer bo dobesedno vaša integriteta tista, ki bo postavljena pod vprašaj. Ali boste v vsakem trenutku bili korektni, ali boste v vsakem trenutku ohranjali, tisti svoj nivo, za katerega vi veste, da ga lahko dosegate. Ne vaši starši, ne vaši učitelji, ne najbolj kvaliteten test IQ-a, ampak vi, ali v vsakem trenutku dosegate tiste višave, tisti nivo, tisti standard, za katerega vi veste, da ste ga sposobni. Tukaj vas želijo vaši predniki podpreti. In priimek s števkom 8, smice imamo tako radi, ker simbolizira obilje, ker simbolizira manifestiranje, ker simbolizira marsikaj lepega. Ampak, dragi moji, v priimku pa velikokrat prinaša izzive ega. Torej, če imate kar naenkrat občutek, da ne glede na to, kako ste produktivni, kako ste pridni, kaj vse ste dosegli, to še vedno premalo. To je vpliv vašega priimka. Velikokrat se zgodi, da osebe, ki imajo priimek s števkom 8, klasična numerologija pravi, ne mene za ušesa, da so to osebe, ki imajo včasih napihnjen ego. Kar pomeni, da nekje v vaši družini zagotovo so osebe, ki se imajo za nekaj več kot drugi, ki se jim zdi, da njihove sposobnosti, talenti so mnogo več vredne od kogarkoli drugega. Torej, nedvomno je število 8 sposobno, ampak ali mi svoje dosežke doživljamo na zdrav način ali doživljamo izključno preko ega, pa je potem tista razlika med čustveno, duhovno in osebno zrelostjo posameznika, ki ima ta priimek. To ne pomeni, da ste vi pohlepni, preračunljivi, to ne pomeni, da vam gre samo za denar, to ne pomeni, da vam gre samo za prepoznavnost, pomeni pa, da je v energiji vašega priimka podobno zajeto. Se pravi, v temu življenju se lahko zgodi, da boste kar naenkrat postali zelo ambiciozni, po drugi strani boste pa lahko postali tudi zelo učinkoviti. Število 8 namreč povezujemo s tem, da se znamo dobro organizirati, da nekako z magnetizmom, s tem, ko mi tako zelo noter pademo v nekaj, pa naj bo to šport, naj bo to hrana, naj bo to način zdravega življenja, film, glasba, ni važno. Tako zelo pademo noter in s takim navdušenjem to opisujemo, da kar nekako to za seboj potegnemo druge ljudi, se pravi, vodimo z zgledom. Ste rojeni šef oziroma energija vaših prednikov je takšna, torej bodite čim bolj energični, za vas je zelo pomembno, da v življenju nikoli ne zaspite oziroma, kadar se to zgodi, da je to zavestna odločitev vas, da ste si zdaj vzeli počitek, kar pravzaprav pa je izziv števila 8. Torej, zdaj mene zanima, ali se v resnici znate spočiti. In še število 9. Število 9 povezujemo z sočutjem, zdravilno energijo, s humanitarizmom, se pravi, zagotovo v vašem družinskem drevesu boste našli osebe, ki so naredile veliko dobrega za sočloveka. Tekom zgodovine so to lahko zdravniki, so lahko vaški doktori, so lahko veterinarji, so lahko tudi humanitaristi, ki so recimo hodili na drug konec sveta. Število 9 definitivno povezujemo tudi z globalnostjo, z veliko, s široko sliko, oziroma osebe, ki so enostavno, preprosto objele na zdravilen način. 9 je zanimivo število, kamorkoli jo postavimo, simbolizira zdravljenje, tako da jaz vsakič tistim osebam, denimo, ki imajo število duše 9 ali število življenjske poti 9 v svetovanjih, rečem, kamorkoli vas damo, sredi plemena v Afriki ali pa v Mercator prodajati kruh, prinašate zdravljenje. Se pravi, zavedajte se te energije vaših prednikov. Seveda sem zraven pašejo tudi čarovnice, seveda sem zraven pašejo tudi osebe, ki so se spoznale na rastline, na zdravilne učinke rastlin, na kristale, na vse to, kar se morda tekom zgodovine potem označevalo kot padarstvo, tudi kot poganstvo in tako naprej. Se pravi, tudi vi imate možnost se potopiti nazaj v te energije, ki so pravzaprav danes recimo, govorimo o reiki, govorimo o teta healingu, govorimo o bioenergiji, govorimo o stvarih, ki so neotipljive. Se pravi, velik del vas zna zaznavati energije, ki so zelo neotipljive, se pravi, kar pogledajte, kolikokrat
se pojavi nek občutek v vašem srčku, ki vam pove, da nekaj je ok, oziroma ni ok, oziroma nekje nekaj smrdi, nekaj ni prav. In ko se prebudi ta občutek, zato ker nekaj ni prav, tega ne bom storil, takrat delujete na način, kot bi si vaši predniki želeli, da bi delovali. Tako, to je bil pregled od 1 do 9. Jaz upam, da je prinesel kakšno koristno informacijo ali pa vsaj potešil vas firbac. Seveda, te kombinacije so zelo kompleksne. Če bi vi prišli k meni, bi vam zaupala, da je potrebno pogledati in ime, in priimek, in življenjske lekcije. Kajti ne glede na to, tudi če ste se rodili z najboljšim možnim priimkom, določene lekcije v tem življenju zagotovo imate. Potrebno se je zavedati, kako padajo in sovpadajo z našimi osebnimi števili, z našim imenom, z našim priimkom. Torej, numerologija resnično je kompleksna in globoka veda. In vse to, kar jaz tukaj z vami delim v najboljšim, bom rekla, z najboljšimi nameni, da pogruntamo, kako in kje vse nam lahko numerologija pomaga. Se pravi, kadarkoli imate občutek, da se določena energija kar vklopi in vas morda nekako prevzame, pa ni najbolj vaša, čeprav vam je zelo domača, se lahko zgodi, da pravzaprav odgovor za vse te zakaj, pa kako, pa the hell, leži v našem priimku. Torej, dragi moji, jaz upam, da vam je bilo tole zanimivo, da ste izračunali za sebe in da boste izračunali še za koga drugega in potešili svojo radovednost. Jaz vam želim en čudovit večer in se veselim vaše družbe že naslednji teden.